Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, dragi gledalci v naši zdravstveni oddaji. Zopet smo v dobri družbi, z nami sta primarij kardiolog Tomislav Majič, lepo pozdravljeni spet med nami. Pozdravljeni. In pa seveda gospa Herta Kosmina, strokovna sodelavka v podjetju Biovis. Dober večer, lepo pozdravljeni. Nocoj bomo govorili o prebavnih encimih. Torej, prebavni encimi. Kaj sploh so za začetek, doktor, in kakšna je njihova funkcija v telesu? Prebavni encimi so beljakovine, ki so potrebne za presnovo hrane, za prebavo hrane. Če ni prebavnih encimov, potem hrana ne postaje hranilo. Potem pa telo ne more izkoristiti vse tiste koristne snovi iz hrane. Veliko je teh prebavnih encimov, ker prebava se začne v ustih. Torej, prvi encimi prihajajo iz slinavk, ustnih slinavk. Tam se hrana najprej dobro prežveči, ker je zelo pomembno, da se hrana dobro zdrobi, da bi encimi iz sline potem pa prebavljali to hrano. V hrani so v glavnem, v ustni votlini so v glavnem encimi za prebavo škroba, torej ogljikovih hidratov, kompleksnih ogljikovih hidratov. Potem pa hrana naprej gre v želodec. V želodcu se pa nekaj časa zadrži, približno 1 uro. In tu se pa hrana prebavlja z encimi, ki prihajajo iz ustne votline. Zato je zelo pomembno, da zadosti časa zadržimo hrano in dobro zdrobimo hrano v ustni votlini, da je dovolj encimov za prebavo. V sprednjem delu želodca ni encimov, zaradi tega je to zelo pomembno. V spodnjem delu želodca pa so prebavni encimi, v glavnem za prebavo beljakovin. In hrana potem, delno prebavljena hrana, pride v črevo, v 12-ternik, in tam je pod vplivom, se razgrajuje pod vplivom pankreatičnih encimov, torej encimov iz trebušne slinavke in z žolčjo so pa žolčne kisline oziroma žolčne soli. Tako da potem se na ta način hrana zadosti prebavi. Torej, povedali smo že nekaj teh prebavnih encimov, kje se tvorijo, a ne? Jih je, se pravi, celotno pot, bi lahko tako rekli, kjer potuje hrana, se ti encimi tvorijo, ne? Ker hrana se, ker hrana, Ne, sem hotela reči tako, da veliko ljudi reče, da v bistvu ta hrana kar tako obleži na želodcu in jih tišči v želodcu in enostavno se ne presnavlja, ne? Kar pomeni, da je pomanjkanje teh. Je problem. Ampak hrana se mora razgraditi, razkrajati do tistih osnovnih, prebaviti do osnovnih tistih majhnih molekul, ki telo lahko usrkava in ki jih lahko koristi. Beljakovine mora pretvarjati v aminokisline, maščobe v maščobne kisline in sladkorje kompleksne v te najmanj drobne, to je glukoza, ki potem pa služi kot gorivo in kot gradbenik za telo. Torej, prvo se prebava, kot sem prej povedal, začne v ustih. Tam je glavni encim amilaza za razgradnjo škroba. Potem pa naprej gre v želodec hrana. V sprednjem delu se nadaljuje ta prebava z encimi, ki prihajajo iz ustne votline. Potem v spodnjem delu želodca se pa izločajo tudi encimi pepsin in, kar je zelo pomembno, želodčna kislina. To je klorovodikova kislina in to je solna kislina. Ona v glavnem razgraja beljakovine in tudi je potrebna za pretvorbo enega predstadija pepsina, encima za prebavo beljakovin v normalni. To je pepsinogena v pepsin. Potem pa hrana naprej gre v 12-ternik. V 12-terniku potem pa se izločajo encimi iz trebušne slinavke. Trebušna slinavka pa ima veliko encimov, to za prebavo beljakovin, to so proteaze, potem pa amilaze za prebavo
sladkorjev na še manjše molekule in lipaze za prebavo maščob. Za prebavo maščob pomaga tudi žolč oziroma jetra z žolčnimi kislinami, ker oni emulgirajo maščobo, jih pretvarjajo v te manjše kapljice in potem pa pod vplivom pankreatičnih encimov se potem razgrajuje do tistih najmanj drobnih delcev, ki telo lahko potem koristi in potem na ta način hrana postane tudi hranilo. To je bistvo. Nekje sem zasledila, da število teh encimov upada s starostjo. Ja, v starostjo upada in nekatere raziskave so pokazale, da nekateri encimi se zmanjšujejo za 30-krat v primerjavi z tistim, recimo pri ljudeh starih 30 let. Torej pri ljudeh nad 70 let je 30-krat manj recimo teh amilaz za prebavo škroba. Ampak ni to edini vzrok za pomanjkanje teh encimov. Encimov lahko manjka tudi, če so kakšne bolezni čreves, znajo so te Crohnova bolezen ali pa celiakija. Takrat je pa proizvodnja teh encimov majhna v prebavilih. Potem encimi se lahko manj izločajo tudi zaradi nekaterih zdravil, zlasti potem zdravila, ki vplivajo na zniževanje želodčne kisline. To je zelo pomembno, ker potem pa po eni strani je premalo presnavljanja oziroma prebave beljakovin, a po drugi strani premalo je tudi pepsina, ki nastaja pač aktiven tek celo takrat, ko je zadosti želodčne kisline. Če je premalo želodčne kisline, so tudi problemi, ker je potem tudi naprej v črevesih je potem motena črevesna flora in razreberije se tudi nekateri encimi. Če vas smem zmotiti malo. Velikokrat, izjemno velikokrat se uporabljajo ta zdravila proti želodčni kislini, za zniževanje želodčne kisline. Ampak, ne vem, jaz sem eno študijo sem brala, da pa naj bi kar 70% ljudi imelo prenizko praktično želodčno kislino v starosti. Pa glih to, ker je bilo prej vprašanje. Starostjo čedalje je manj tega želodčne kisline in največkrat so tudi težave. Ljudje mislijo, peče izgaga, imajo težave z želodcem, pa mislijo, da je preveč kisline. Potem vzamejo zdravila za zniževanje kisline, potem stanje je pa še slabše. Še slabše, ker je še zmanjše. A z letom se pa zmanjšuje. Kako pa mi občutimo, da nam primanjkuje prebavnih encimov? Recimo, lahko to povzroči pomanjkanje teh encimov, privede do raznih obolenj, najverjetneje. Ja, pa tudi do različnih težav. Recimo, čutimo, da nas napihuje, imamo vetrove, krče po želodcu, lahko pa tudi pri pomanjkanju teh encimov lahko vidimo tudi neprebavljeno hrano v blatu, lahko tudi vidimo kakšne masne madeže tudi v školjki, če niso maščobe zadosti prebavljene. Potem pa ta občutek, da kot da nekaj hrana obleži v želodcu, kot da obleži, da se občuti kot en kamen v želodcu. Veliko ljudi potem reče, jaz sem ugotovila, da sploh ne smem nič jesti, recimo mesa, da ga ne prebavljam, potem da mi škoduje, ne vem, kruh, mi škoduje, ne vem, karkoli, ali maščoba, ali pa karkoli. Mleko je tega zelo, mleko sploh, rekla. In potem se tej hrani izogibajo. In potem se trudijo z biohrano, se prav, da je neka biohrana, organska hrana, vse to čim bolj pripravljeno, sveže pripravljeno. Ampak na koncu spet tako, če ni prebavnih encimov, tudi to ne pomaga. Tudi to ne pomaga. In potem velikokrat mogoče tudi s temi krči po želodcu, pa napihnjenostjo, pa vsem tam, se velikokrat tudi reče, sigurno imam kandido. Je lahko tudi to. Potem naredijo čiščenje, naredijo vse, ampak problemi še vedno ostanejo, zato ker
prebavnih encimov ni. Ne? Ja, pa tudi kandida nastaja prav zaradi tega, ker kandida je normalno v črevesni flori, sestavni del črevesne flore. In potem pa, če se hrana ne zadosti prebavi in če se veliko ogljikovih hidratov, sladkarij uživa, potem pa je to neprebavljena hrana, ti neprebavljeni delci so hrana tudi drugim bakterijam, pa se poruši črevesna flora in potem pa tam so veliko problemi. Zaradi tega se res lahko in kandida Torej, se s tem hrani, ne? Torej, danes smo sedaj povedali, je zelo veliko intoleranc, raznih alergij. In to predvsem bi rekla pri mladih ljudeh. Ne? Rekli pa smo, da s starostjo upada to število prebavnih encimov. A ne? Kako je potem to? To smo spet tam, ko smo bili pri stricu. Pri mladih je, ne glede to, ali so stari ali so mladi, je veliko vzrokov za nastajanje. Mladi imajo tudi te bolezni, ponavadi mladi imajo prav te bolezni, ki so spet avtoimunske, kot je Crohnova bolezen, potem pa bolezen črevesja. Tako da je to. Potem pa uporaba teh različnih zdravil, ki vplivajo potem tudi na zmanjšanje želodčne kisline in to je tudi en vzrokov za takšne probleme. Potem pa to, ker je gospa Herta že povedala, stres. Stres je zelo pomemben, ker v stresni situaciji prebavila niso potrebna. Potrebno je, da je čim več sladkorja v krvi, maščobni kislini, vsega ostalega, ker to povzročajo stresni hormoni. Prebava takrat ni potrebna. Torej, smo pod vplivom teh stresnih hormonov in tu deluje simpatikus. A prebava, izločanje teh prebavnih encimov je pod vplivom parasimpatičnega nezavednega nervnega sistema, to je pa vagus. In zaradi tega tudi prihaja do zmanjšanja produkcije teh prebavnih encimov zaradi stresa. To je tipično za stres, ker tam prevladuje simpatikus. Potem je v bistvu tako, alergijska reakcija nastane takrat, kadar nekatere snovi nepresnovljene prihajajo v kri. Ja, ker vse te nezadosti prebavljene, neprebavljena hrana, to so delci, ki potem pa zlasti, ko je spremenjena prepustnost črevesne stene, potem pa to vse gre v cirkulacijo in to so toksini, to so pač tujki, ki povzročajo različna vnetja in različne reakcije in to pa največkrat tudi alergije, pa prehransko preobčutljivost, torej intolerancijo na hrano, tako da je to prav pogost pojav zaradi pomanjkanja encimov. V bistvu mi bi vsi odreagirali kot alergijsko reakcijo, če bi taki delci nam prišli v kri. Zdaj tistemu, ki pač preidejo, tisti ima pač alergijske reakcije. Zato, ker ne rečejo, jaz sem alergičen na mleko ali pa jaz sem alergičen na jagodo ali pa na karkoli. Ampak pomeni, da ta snov se ni prebavila. Ja, ni se zadosti prebavila in to je. Veliko se danes tudi uporablja raznih zdravil za nižanje želodčne kisline. Nekaj smo že prej omenili o tem. Kako pa ta zdravila vplivajo na presnovo in prebavo? Prvo, ker je manj želodčne kisline, potem manj prebavnih encimov, manj pepsina, kot smo prej povedali. Potem pa tudi sama želodčna kislina vpliva na to, na prebavo beljakovin. Druga stvar je tudi, da se manj, ker je želodčna kislina potrebna tudi za resorpcijo B12 vitamina, ker je to tudi zelo pomembno. In želodčna kislina pa uničuje vse bakterije, viruse in tako je zelo pomembno. In če zmanjšujemo vsebnost želodčne kisline, potem pa tudi vplivamo na črevesno floro. Potem se pa tam spet je hrana truli, gnili, smrdi in potem pa je to hrana tudi različnim drugim škodljivim bakterijam. To se vse spremeni in veliko je toksinov. Vsi ti toksini potem spet, kot smo zadnjič še povedali, preobremenjujejo jetra in smo spet alergije, preobremenjuje jetra in veliko je bolezni, ki se prav zaradi tega. Vsi ti plini, bomo rekla, predstavljajo za nas spet en dodaten strup, če tako pogledamo. Kar ste pa rekla, recimo, kako vpliva na to, da pač slabo presnavljamo in tako naprej.
Mene me zdaj recimo čudi tako, kot mlade osebe, ne, nimajo dovolj presnove beljakovin. Ne, potem se pa zdaj vnašajo različne aminokisline, ki nekako nadomestijo slabo presnovo beljakovin. Ne? In imate na tržišču... In se bolj resorbirajo, ne? Ja, ne? Te aminokisline, katere se zelo dobro resorbirajo. Ja, ampak bom rekla, zdaj pri mladih ljudeh je ful pomembno, da vzpostavijo pravilno presnovo, ne? In da iz hrane, če jo že uživamo, in če se trudimo, da je zdrava in tako naprej, da pravilno presnavljamo, ne? In da iz hrane dobimo tiste osnovne hranike, ne? Ker drugače, ne vem, morate vnesti po 10 tablet na dan aminokislin, zato da dobite, ne vem, vrednost enega zrezka ali pa ne vem, karkoli, ne? In potem je pač pomembno, da raje vnesemo pri hrani eno kapsulo prebavnega encima, ki nam bo pomagal pridobiti pravilno razgradnjo beljakovin v aminokisline. Ker drugače nismo nič naredili, bomo lahko doživljenjsko vnašali. To je pomembno. Sploh pri mladih ljudeh, da vzpostavimo spet, kot smo prej rekli, eno pravilno delovanje organizma. Veliko ljudi... Ja, sem mislil še to dodati, zlasti pri mladih ljudeh. Veliko je procesirane hrane, veliko je teh različnih pijač, lahko je pa tako imenovane mrtve hrane, ker nimate encimov, preveč je teh prežgane hrane, ocvrte hrane, termično obdelane. Potem se pa uživa neorgansko pridelana hrana, ker ima veliko herbicidov, pesticidov. In vse to vpliva, da je količina teh prebavnih encimov majhna. Potem je pa to velik problem vse ostalo. Tako da je to zelo pomembno. Tudi, da uživamo čim bolj organsko pridelano hrano, ker tam so tudi encimi. Vsi potrebni, vsaka hrana ima tudi določene encime za prebavo. Tako tudi meso. Če ni termično obdelano, preveč kuhano, preveč pečeno, potem tudi vsebuje encime. Torej surovo meso ima tudi encime za prebavo beljakovin, ampak ponavadi to ne jemo. Ne jemo surovega načeloma. Manj, recimo kakšen tatarski biftek ali pa kaj takega. Tu je pa zadosti encimov. Ampak problem je tudi, da če je to taka hrana z takim kmetijstvom, kot je danes, in ta pridelava mesa je tudi pod vprašanjem, ker veliko je prvo živali se ne hranijo normalno, ker to ni prehrana s pašnikov, in to veliko vpliva tudi na kakovost mesa in potem tudi na stanje encimov. Zato je dobro, da tudi ljudje, pa zlasti mladi ljudje, ki imajo tudi druge probleme v vezi s prebavo in ki imajo te različne bolezni, ki so posledica premalo teh encimov, da uživajo svežo hrano, organsko pridelano zelenjavo, sadje, ker vsi vsebujejo veliko encimov. Dr. Havel je tudi, on je pionir teh raziskav glede encimov, on je ugotovil, da je v prebavilih približno recimo 40 do 60 odstotkov encimov za prebavo, a da vse ostalo moramo dobiti iz hrane. Torej, da v hrani dobimo vse te encime. In če vsega tega ne dobimo, če se to razmerje spremeni, potem je pa prevelika obremenitev za prebavila, za trebušno slinavko, in potem se pa seveda lahko i razvijo bolezni trebušne slinavke in pol je pa slaba prebava in imamo spet te probleme. Vse je to tako povezano. Način prehrane danes je zelo veliko odvisno od tega. Torej, mi bomo šli sedaj na oglase, par minut, ko se vrnemo, bomo predstavili tale izdelek. Vi pa lahko seveda pokličete na telefonsko številko 090 500 600, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanja. Se vidimo čez nekaj minut.
Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Sedaj vam bomo odgovorili na vaše vprašanje, če boste seveda poklicali na telefonsko številko 090 500 600. Trenutno pa je čas, da predstavimo seveda tole formulo. Spet je pred nami nov izdelek doktorja Majiča, a ne? Vi ste spet sodelovali, izdelali tole čudovito formulo. Povejmo, kako, na kakšen način bo ta formula rešila oziroma olajšala probleme in težave? Ja, to je spet v dveh oblikah narejeno. Ena je za tiste ljudi, ki jedo veliko mesa, ki so omnivori ali pa imajo krvno skupino 0, za njih je pa izdelan en poseben. Se pravi, vse jedi. Carbodigest, ja, sve jedi, omnivori. Za njih je Carbodigest, ker oni imajo ponavadi probleme z ogljikovimi hidrati s prebavo. A drugi preparat je za vegetarijance ali pa za tiste s krvno skupino A, B ali pa AB. Oni pa imajo več problemov z prebavo beljakovin. Za njih je pa Protein Digest. Tako da imate dve različni obliki. To so vse encimi rastlinskega porekla, in tako da so zelo učinkoviti. Prav zaradi tega lahko jih vsi uporabljajo, ker so to naravni encimi. In so odporni tudi na želodčno kislino, tako da tudi z te strani je to bolj učinkovito. Gospa Herta, v bistvu bom rekla tako, če mi nepravilno presnavljamo hrano, potem nismo naredili nič v tem svojem življenju in ne v prehranjevanju. Zato vam rekla, so prebavni encimi tista osnova za naše tudi zdravje, za naš imunski sistem in vse skupaj. Ker zmeraj pravimo tako, da imamo 80% imunskega sistema v našem prebavnem traktu. In če ta ne deluje tako, kot bi mogel, potem enostavno mi iz hrane ne dobimo vsega tistega, kar bi morali dobiti. In potem pride do tega, da vnašamo, 10 vrst vitaminov, 10 vrst mineralov, aminokisline, pa ne vem še kaj vse. In na koncu bi lahko to veliko tega dobili iz hrane, če bi hrana bila pravilno presnovljena. In zato je najbolj pomembno, da mi praktično si vnesemo prebavne encime takrat, kadar pojemo hrano, ki vemo, da ponavadi je ne najboljše presnavljamo ali pa kakorkoli. To bomo tudi občutili izjemno hitro, ker ko bomo vzeli prebavne encime pri določenem obroku, praktično takrat že tisti trenutek ne bomo napihnjeni, ne bomo čutili, da nam je hrana obležala, ne bomo, vam rekla, vsi utrujeni. Recimo, imate vi veliko ljudi, pojej kosilo in potem po tistem kosilu mrtvo, nič več. To je tipičen znak, da recimo telo ni uspelo predelati te hrane, da je ta hrana tam obležala in da je vsa energija šla v trebuh, rečejo. In potem možgani so brez krvi in žik, smo nekako obnemogli. Zdaj, kar recimo tako, ko smo debatirali tudi z doktorjem, zdaj jaz recimo sem krvna grupa 0, tako da recimo jaz pri mesu nimam problemov, ampak če pa pojem recimo tako kos kruha, kakšnega še po možnosti, če je doma pečen pa tako naprej, tisti dan imam 1 kilo več. Tako da v bistvu tipično se vidi, da imam probleme z ogljikovimi hidrati. Vse, kar je sladkega, bela moka in te stvari potem sigurno presnavljam slabše. Tako da ljudje, ki pač vidijo, da so po obroku napihnjeni, da v bistvu so utrujeni, da ni energije, da jim hrana obleži, da se ustvarjajo plini v določenih primerih, da je to za njih tisti preparat, ki jim bo resnično vidno deloval. To resnično ne rečemo, koliko časa čakamo, to je preparat, ki vidno deluje.
Zdaj bo nekaj, da bo pa zboljšalo tudi naše fizično kondicijo, naše zdravje, potem rabimo to jemati nekaj časa, ker potem bomo več iz hrane dobili in bomo počutje bo boljše. Bo vse boljše, ja. Torej, nas je nekdo poklical. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, želim Dušan po telefonu. Pozdravljeni. Eno vprašanje bi imel za vas. Jaz sicer uživam zdravila za znižanje želodčne kisline, vendar imam občutek, da se hrana sploh ne presnavlja. In sem kar najprej napihnjen in malo je nerodno, ker se mi to dogaja tudi v službi. Poleg tega pa imam tudi malo povišan holesterol, sicer še ni to kritično. Sicer pa razmišljam, kako bi to kaj naredil sam za naprej. Dobro, bomo odgovorili. Hvala lepa. Lahko noč. Hvala tudi vam. Lahko noč. Ja, vprašanje je, zakaj pa gospod uživa ta zdravila za zniževanje kisline, ker lahko da ima glih probleme prav zaradi premalo želodčne kisline. Ker največkrat je to zlasti pri starejših ljudeh, je to velik problem. Potem ne, da bi uporabil ta zdravila, ampak boljše je, da uporablja pol encime za prebavo. Ti encimi niso škodljivi in ne bodo nič kaj naredili kakšnih problemov. Zniževanje pa želodčne kisline pa lahko naredi veliko problemov, zlasti, če je to nepotrebno. In velikokrat je to popolnoma nepotrebno. Bom rekla, največkrat je to prav vzrok tega, da oni dobijo zdravila za zniževanje želodčne kisline v tem, da oni grejo zdravniku in rečejo, da jih peče. Ampak peče jih zato, ker jim hrana obleži. Zdaj, če nimajo resnično narejenega testa, bom rekla, ali je kislina previsoka ali preniska, praktično ne morejo vedeti. Je velikokrat preniska. In potem, ko vzamejo to zdravilo naredi še tako, kot eno oblogo na želodcu, avtomatsko vsi tisti prebavni encimi, ki je doktor govoril, se pač ne morejo izločiti in smo tam. Veliko takih problemov. In potem ta hrana praktično gnije, namesto da bi se presnavljala. In ko to gnije, fermentira, se ustvarijo plini. I plini, vsi ti toksini, ki potem pa prihajajo v telo. In to je pomanjkanje teh prebavnih encimov, je potem vzrok za intoleranco na hrano. To je ta laktozna intoleranca ali pa še mnoge druge. Tudi gluten, celiakija na gluten. V bistvu bom rekla, meni tako ena gospa, sicer imamo zdaj, naj bi ta pšenica imela približno 60% glutena, včasih ta rž ali pa kar je bilo včasih, ne bi imela samo 16%. Ampak je rekla, ena gospa je rekla, gledajte, to je čista beljakovina, ker če mi tako pogledamo, po eni strani... Če ne prebavimo zadosti, potem je pa problem. To je spet problem encimov. Ja, po eni strani dajejo vse brez glutena, potem imate pa v prodaji seitan, ki je pa umetno meso. Čisti gluten. To je pšenično meso. To je čisti gluten. Tako da problem je presnove. Problem je encimov. Ali jih imamo ali jih nimamo. Nekaj treba narediti, se pravi, če človek se mu zdi, da nečesa ne prebavlja, recimo nekateri ljudje ne prebavljajo mesa in se zato odločijo, da bodo postali vegetarijanci, recimo. V tem primeru, bom rekla, če ni to, bom rekla, nekako njihov življenjski nadzor ali pa, bom rekla, njihovo življenjsko prepričanje. Govorimo zdaj striktno o tem, da se ne počutijo dobro. Potem, recimo, je dobro, da si vzame protein digest, kjer bo lahko s pomočjo prebavnih encimov prebavil meso. Ker toliko pa moramo mi imeti enih določenih aminokislin, beljakovin, da lahko, bom rekla, gradimo mišično maso, tudi naši možgani so teh odvisni. Konec koncev naše srce je največja mišica in potrebuje te stvari. In zdaj tudi mi vemo, iz teh živalskih beljakovin mi imamo en izkoristek tam 70%. Medtem ko pravijo rastlinske beljakovine, da so izjemno manj izkoristimo. Mi zdi, da je 30%.
Ja, ampak če so aminokisline v posebnih preparatih, je tam le presopto skoraj... Ja, tam če je v preparatu, ampak če je kot hrana. Kot aminokislina. Ja, problem je pa pomanjkanje v glavnem enzimov. Pa ne gledajo, kaj so to proteini iz rastlinskega vira ali pa iz živalske beljakovine. Tako da ja. Se pravi, če prav razumem, ta formula, imamo seveda danes tule dve formuli, ena je za vse jede, ena je za vegetarijance, slišali pa smo tudi, da je to povezano s krvnimi skupinami, a ne? Določene krvne skupine, to sem že večkrat zasledila, določene krvne skupine ne prebavljajo nekaterih. Kot sem prej rekla, nula nima problemov toliko z mesom. Ima pa z ogljikovimi hidrati ful. Zlasti mlečni izdelki. Ker je potem tudi kri bolj zasluzena na tej bazi. Škrobe in vse to. Vegetarijanci pa ponavadi imajo manj enzimov, čeprav ni to tako striktno, ker v tej evoluciji se to spreminjalo, kako so nastajale krvne skupine, tako da ni to vse absolutno. Vegetarijanci nimajo te, ampak večinoma je nekako to tako povezano in zato sem jaz naredil te dve skupine, za ene in za druge. Dobro, ja. Bomo sprejeli klic, nekdo nas je poklical. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, Mateja na tej strani. Pozdravljeni. Mene pa zanima, jaz imam občutek, da moram hrano ločevati, ker potem vseeno nekako uspem prebaviti. Včasih sem bolj zaprta, drugič imam bolj tekoče odvajanje. Sploh, če uživam mlečne izdelke, se mi zdi, da moram hitro na WC. Dobro. Hvala lepa za vaš klic. Bomo sedaj odgovorili. Poslušajte nas. Nasvidenje. Ja, očitno je to, da je to pomanjkanje enzimov, posebej pa enzimov laktaz, to je za mlečni sladkor, in potem se pa lahko ti javljajo problemi. Če se vzame en od teh preparatov, pa ne glede to, ali en ali drug, imajo laktozo in ta laktaza in ta enzim prebavlja laktozo. In lahko potem gospa normalno tudi lahko uživa. Očitno ima pomanjkanje, ker je rekla tako, če imajo določeno ločeno hrano, lažje prebavi. Če bi bila pa zmešan obrok, da bi bile in beljakovine in ogljikovi hidrati in vse to, bi bilo težja presnova. Samo tu so spet mlečni izdelki. Jogurt je recimo pa to fermentirano mleko pa manj. Ima nekaj enzimov, ker dobi. Ima nekaj enzimov noter. Tudi organsko pridelano mleko, tudi ima enzime in maslo in vse ostale, več enzimov kot recimo to je. Kaj pa recimo, zdaj, ko smo že ravno pri mleku, na tržišču so različni izdelki mleko brez laktoze. Kako je pa s tem? Kaj bi pa to? Bi priporočili? Ali raje mleko polnomasno, normalno, pa tole formulo? Če je še organsko pridelano, je takole, na tem postopkom je pa manjša verjetnost, da ima probleme, ker vsako, kot sem prej povedal, vsaka hrana ima tudi encime za prebavo snovi, ki jih pač vsebuje. Tako da organsko pridelana verjetno bi manj škodovala, pa fermentirano recimo mleko, bi manj škodovalo kot to brez mleko, laktoze. Ki je tako že predelano. Ki je že predelano. Če pa so kljub temu še problemi, potem pa se vzame en od teh preparatov in ne bo problemov več za prebavo. Ni pa, je to, se pravi, ste rekli, ste naredili dve formuli, da je ločeno. Lahko pride do kakšnih problemov, če recimo človek, ki ravno prej smo, mislim, ker potem je bil klic, nismo zaključili. Jaz si mislim tako, da mora človek precej se sam sebe opazovati. Ker lahko imate recimo tudi krvna grupa 0, pa pridete v eno določeno starost in ni prebavnih encimov tudi za meso. Jaz imam primere, recimo, da srečujem to tudi potem na terenu, da rečejo, joj, jaz sploh ne morem več prebaviti mesa. Tako da
naj ljudje opazujejo, kaj je tista stvar, ki jim predstavlja problem. Ne? Ja, zato sem to, oprostite, za to krvno skupino 0 sem tudi dal noter za prebavo beljakovin, oziroma pripravo beljakovin, da se pripravi za fermentiranje naprej. In to je bromelain in papain. Pomagajo tudi pri prebavi beljakovin, čeprav je to 0. skupina, tako da ima v tem tudi za njih nekaj. Dobro, bomo še sprejeli en klic nocoj. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, živijo Tomaš tukaj pri telefonu. Jaz vedno večkrat opažam tako, da ko recimo jem kakšno hrano, čutim tako napihnjenost, napetost, pa potem, da me, ne vem, tudi ko grem recimo na blato, da je zelo trdo, pa ne morem skoraj iti, pa da je tudi zelo tekoče, pa mehko, pa me zanima, če je tudi to možno, kaj potem s temi prebavnimi encimi, pa to. Dobro, bomo odgovorili. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Hvala, lahko noč. Ja, spet to kaže, da je pomanjkanje prebavnih encimov in se pa lahko tudi z uporabo prebavnih encimov izboljša prebava, izboljša se počutje in potem pa tudi zdravje. Tako da to so pa neškodljivi. Prej, ko ste poprašali, lahko je eni drugi, nič ni narobe. Vse so to naravni encimi, ki tako imamo v naših prebavilih in nobene škode ne more biti. Tako da bomo spet rekli tako, da približno 80% ljudi ima pomanjkanje prebavnih encimov v današnjem času. Vezano je v bistvu, bom rekla tako, in na stres, in na zdravila, ki jih jemljajo, in bom rekla na določeno hrano, ki jo uživamo, ki ni taka, kot bi mogla biti. Tako da vse skupaj nam da en taki, bom rekla, občutek, da resnično bi morali si vsaj, bom rekla, pri teh večjih obrokah dodati prebavne encime, da bomo mi iz te hrane, jaz upam, da se trudimo, da uživamo čim bolj naravno in tako naprej, dobili tisto, kar hrana vsebuje. Ker drugače nismo naredili nič. Drugače bi rekli, je rekel enkrat ena zdravnica, smo obohatili našo školjko, našo WC školjko. Pa ne moramo tudi te encime uživati redno in vsak dan. Lahko tudi občasno, takrat, ko vemo, da bomo pojedli nekaj, kaj nam škodi. Predno zaužijemo nekaj, kar nam... Malo prej naj zaužijemo tole ali pa tik vzeti eno majhno količino hrane. Če to zaužijemo, potem pa ne bo takih problemov. Tako da se lahko na ta način porešujemo. Dobro, mislim, da smo mi, kar se tiče tehle prebavnih encimov, prišli tudi nocoj do konca. Bi še mogoče kaj povedali, kar se tiče same formule, kako se uživa mogoče še? V bistvu bom nekaj tako, kot smo predebatirali. Človek se mora opazovati, takrat, kadar ve, da je pojedel nekaj, kar mu ne najbolj koristi ali pa kar že ve, da ne uspe prebaviti, potem se vzame ena kapsula pri obroku. Zdaj, če imamo mi pa kakšne probleme, zdravstvene probleme in tako, potem je pametno, da jemljemo nekaj časa redno. Če so nedoločeni problemi, recimo, kot smo rekli, slaba presnova, bolezen, tako da se resnično lahko s tem tudi pomagamo zdravstveno. Potem, kadar pa smo prišli do enega stanja, ker je karki toliko dobro in pa tako naprej, potem lahko vzamemo mi pri večjem obroku samo, ali pa takrat, kadar vemo, da gremo recimo na kakšno fešto, ker je malo preveč hrane. Ampak pametno je, da imamo doma in se sami znamo nekako kontrolirati, vzdrževati. Jaz zmeraj rečem tako, da mi bi morali se znati opazovati. Ker ni vsak dan isti. Včasih gremo na pot, pa ne vem, pojemo en sendvič, pa potem pojemo še eno pico. Tukaj noter ni prebavnih encimov, nažalost. Sreče je treba si nekaj dodati. Če pa vemo, da smo doma, da smo si skuhali nekaj na žlico, pa še eno zelenjavo, pa ne vem, malo tune ali karkoli, potem vemo, da, ali pa domače jajce, potem vemo, da ni treba ravno tisti dan dodati mogoče. Ampak zmeraj je izjemno pomembno, da mi vemo, kaj delamo za svoje zdravje. Da smo dovolj, bom rekla,
tudi, da spremljamo tudi tako oddajo, ko je danes, da vemo, kaj pravzaprav je, ne, z našim zdravjem, kako poteka in kaj lahko naredimo v tej smeri, da si izboljšamo zdravje. Ker zmeraj smo sami gospodarji svojega zdravja. Res je, torej poslušati svoje telo, a ne? Smo že povedali, gibanje in tako naprej, spremljanje naših oddaj, da zveste kaj novega, si pomagate s takšnimi in podobnimi izdelki, ki so vam na voljo, naročite jih lahko po številki, ki se izpiše na ekranu. To je za danes vse. Hvala lepa, ker sta bila v naši družbi. Mi se spet vidimo prihodnji teden z novimi težavami in odgovori. Hvala lepa, ker ste bili z nami in lahko noč. Lahko noč.